Kaj je bilo novega na sestanku s Cukjatijem in o resolucijah, ki jih predlagate vi in Slovenska ljudska stranka? No, v glavnem, očitno je, da večina državnega zbora niti vlada ne želi nobene resolucije. To je prvo. Moja predvidevanja so, da bo tudi Slovenska ljudska stranka kot prvo podpisana, seveda z našimi podpisi umaknila resolucijo. Slovenska nacionalna stranka pa vztraja na resoluciji. Dajemo prednost resoluciji, ki jo pripravila Slovenska ljudska stranka z našimi podpisi oziroma so podpisi, vkolikor se seveda mislim, da se tega ne bodo lotili. Vztrajamo, da se naša resolucija obravnava. Volja vlade in državnega zbora pa naj bi bila, da naj ne bi bilo nobenih resolucij in da naj bi bile še naprej medijacije, arbitraže in tako naprej, kar je seveda po 16 letih dovolj. Za Slovenska nacionalna stranka je vsega preveč. Vztrajamo na tem, da resolucijo obravnavamo, da gremo iz izhodišč, ki smo jih pripravili v naši resoluciji in da seveda državni zbor odloči. Bilo je rečeno celo, Hrvatije so nam vzgled, zato ko v Saboru govorijo o odnosih Slovenijo, so vsi enotni in Slovenska nacionalna stranka pravi, pa bodimo še enkrat v državnem zboru enotni, kar se tiče odnosov med Slovenijo in Hrvaško. Ali to pomeni, da večina v Sloveniji nima po domače povedano jajc za sprejetje takih resolucij, ki bi na nek način poenotile vse stranke? No, pogledajte, zunanji minister mi je očital, češ, kaj bomo dosegli s to resolucijo, ker je resolucija le enostranski akt. In jaz sem odgovoril, da tudi če je enostranski akt, saj stoično Slovenija enkrat pokaže svoje stališče in pove, kaj želi in kaj hoče. Tudi proti temu so očitno, ker želijo še vedno neke dvogovore, trogovore. Ne glede na to, leto 2009 se bliža, Hrvaška naj bi vstopila v Evropsko unijo. Mi sicer nimamo nič proti, če bo izpolnila vse kriterije, ki so po Kopenhagenski pogodbi zahtevani. Ne pa, da zdaj, kolikor jaz poznam zadeve, da so 3 oziroma 4 poglavja od ne vem kolikih dosegli, več pa ne. In jaz sem prepričan, da jih ne bodo. Tako kot jih ni niti Bolgarija, niti Romunija, pa sta bili ti dve državi sprejeti v Evropsko unijo, kar je za Slovensko nacionalno stranko in seveda zame, ker le 7 let sem podpredsednik odbora oziroma Komisije za evropske zadeve, nesprejemljivo. Slovenija vendarle je morala izpolniti vse pogoje do potankosti, urediti bilateralne odnose z Avstrijo, z Italijo, ne nazadnje vsi ostali pa bodo kar nekaj napol naredili in bodo potem vstopili v Evropsko unijo. Seveda je za Slovenijo dobro, da imamo zdaj sosede, ki so v Evropski uniji in smo vsi skupaj v eni in isti državi, ampak ne pod vsakimi pogoji. Slovenska nacionalna stranka bo v najslabšem primeru govorim, takšen dogovor zahtevala tudi referendum ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, vkolikor Hrvaška ne bo izpolnila vseh pogojev.